Pravkar smo pristali na enem najlepših zapuščenih otokov in naslednje 3 dni bomo preživeli samo s tem, kar bomo ujeli. Če ne bomo ujeli hrane, bomo stradali. Naš cilj je priti do Deviških otokov, najbolj oddaljenih in nedotaknjenih otokov na svetu, kjer lahko najdemo le prave pošasti. Tukaj smo, kampiramo na verigi otokov naslednje 3 dni in imamo 3 cilje. Prvi cilj je, da ujamemo dovolj hrane, da preživimo. Drugi cilj je, da prenesemo vse vremenske razmere, ki nas doletijo. In tretji cilj, priti do Deviških otokov. Moja prva prioriteta tukaj na tem otoku, fantje, je najti neko vrsto hrane in imamo kar dobro ekipo. Na srečo pa ti člani ekipe poznajo te vode kot nihče drug. So domačini in raziskujejo te otoške verige že od malih nog. Dovolite, da vam predstavim ekipo Papua One Hunters. To smo Andrej, moj človek, Marko in spet Andrej. Fantje, v naslednjih nekaj dneh mi morate pomagati, prav? Da bomo, upajmo, našli kaj hrane, prav? Kakšno vrsto rib bomo tukaj ujeli? Kakšne ribe lahko pričakujemo? Španska? Good. Španska skuša? Good. Tun? Karkoli, fantje, moramo ujeti hrano. Drugače bomo tukaj lačni, prav? Zato poskrbite, da najdete dobro hrano, prav? V redu, ti fantje me bodo vodili, fantje, do najbolj norih otokov in upam, da bomo ujeli kakšno noro ribo. Načrt napada je priti do najbolj oddaljenih Deviških otokov. Ostanite z nami, ker ti domačini poznajo nore tehnike. Čas je bil, da se odpravimo naravnost v džunglo po zlato hrano, ker so imeli ti domačini zame pripravljeno noro tradicionalno jed malo kasneje. O moj bog, fantje, poglejte to. Tukaj je dobesedno krokodilja riba in v ustih ima mladiča. Poglejte to, long tongue tukaj. Vidite, v ustih ima še eno ribo. Oh, evo ga, ravno jo je izpustil. Poglejte to. To je riba, to je noro. Poglejmo, če ga lahko dobimo. Hej! O, to mora biti dober znak. Upam, da bomo lahko šli v te vode in si priskrbeli nekaj hrane. Prav, pojdimo. Torej, jih pustimo za otokom in preverimo vodo. Je dobesedno modra kot Gatorade. Wow! To so ene izmed najbolj čistih razmer, kar sem jih kdaj videl. Dobesedno zgleda kot nekaj iz Tarzana, fantje. Noro je. Iščemo velike strukture tukaj, fantje, in tam bodo ribe. Kar počnejo je, da se v bistvu premikajo od ene strukture do druge in upamo, da jih bomo prestregli in to bo naša hrana. Pravzaprav bomo lovili grebenske ribe, pelagične ribe, ampak do konca tega izziva, si zapomnite moje besede, bomo ujeli pravo pošast. To je naš načrt napada. Ampak tukaj zunaj je res težko, da se ne bi smejal in preprosto užival sem tem. To je neverjetno, človek. Kako bo videti na koncu tega videa, ko bomo dosegli dobesedni vrh otokov, kjer še nihče ni bil? To je približno območje, ki ga iščemo tukaj, fantje. Je to naš kraj, brat? Ja, to je to. Zdi se kristalno čisto. Gremo v vodo, a? Gremo.
Sulica je dobesedno pravkar prišla ven. Poglej to, raztrgala ga je do polovice. O moj bog, imeli smo srečo, da smo to ujeli. Juhu! Pravkar smo videli to čudovito špansko skušo. Poglej barve na tej ribi in to bo noro dobro za žvečit. Uspelo nam je, draga. Skočili bomo v čoln in se odpeljali nazaj na otok, ki je tik za menoj. Danes bomo dobro jedli. Gremo! Na koncu smo ujeli nekaj norih rib, fantje. Imamo tole malo job ribo tukaj, tale mali trska in še ena mala skuša tukaj. In to bo hrana zame in za fante tukaj na otoku. Pravzaprav želim izvedeti, kako to počnejo ti fantje. Tam zgoraj že imajo ogenj. Torej, pojdimo gor. Fantje so tudi sami uspeli ujeti nekaj rib. To je tvoja riba? Poglej to, brat. Fant ima tudi noro dober job ribo. Ti fantje tukaj na teh otokih imajo res nore preživetvene taktike, fantje. In znajo uporabiti naravo in vse, kar jih obdaja, da si pripravijo okusne obroke. Ti fantje tukaj živijo tedne skupaj, nabirajo svoje kokosove orehe, lovijo ribe in podobno. To je preprosto življenje. Otok, dobra energija. Zdaj bi lahko pojedel vola, tako sem lačen. Zato bomo kar takoj začeli s čiščenjem skupaj z domačimi fanti. In kasneje moramo poskrbeti, da postavimo tabor in se pripravimo, ker fantje, to je šele prvi dan. In verjemite mi, od tu naprej bo še bolj divje. Vsa riba je zložena tik za nami, fantje bodo takoj začeli s čiščenjem. Moramo si to ogledati. Fantje so to hitro opravili, odrezali so vse plavuti, očistili ribo, jo prerezali na pol. Takoj bomo to dali na ogenj, brat. Medtem ko smo mi končali s čiščenjem ribe, so domačini vzeli bambus, ga posekali in oprali v oceanu.
nato ga bodo napolnili z rižem in vanj nalili vodo. Postavili ga bodo nad ogenj in tako bodo pripravili čudovito kuhan riž na pari. Tega še nikoli nisem videl, ampak to je noro, brat. Tule, zvija te liste. Utaknil jih bo naravnost v odprtino na vrhu in to se bo potem kuhalo na pari kar znotraj. Pripravili smo to s to rešetko. Upam, da bo to zadržalo vso toploto in paro v notranjosti. Lahko vidite, kaj je naredil. Vzel je vse te kose lesa, položil jih je dol in ustvaril lepo rešetko. Ja, fantje. Imamo fante iz Papue, danes so nas pripeljali do rib. Brat, dobro si upravil, pripeljal si nas do rib, prav? Kako v vašem jeziku rečete skuši? Ingiri? Ingri. Ingri. V Papuji, Ingri. Ingri. Moj najljubši. Tvoj najljubši? Ja. Gremo, brat, danes sem ti prinesel tvojo najljubšo ribo. Ja, prinesel sem ti tvojo najljubšo, brat. Gremo! Naša riba se je pekla približno 15 minut na tej strani, zdaj jo bomo hitro obrnili in pogledali. Wow, človek! To izgleda neverjetno, fantje. Pejte in to, objavite, v komentarjih se že kuha. Res vas imam rad, fantje. Hitro vas želim peljati do tabora in vam pokazati, kje tukaj spimo na teh otokih. Imamo te šotore tukaj na sredi otoka in poglejte, je precej osnovno. Samo preprost šotor. Pojdi strano tukaj, prijatelj. In imamo napihljivo vzmetnico. Ta vzmetnica ni čista. Kdo ve, kaj za vraga se je dogajalo na tej vzmetnici, trenutno sploh močem vedeti. To je naš prvi otok, na katerem bivamo, ampak jutri nas čaka ogromno potovanje. Moramo iti še dlje, na še bolj nor otok in potem naprej od tam. To nam bo dalo dobro priložnost, da upamo doseči naš končni cilj in tam se bodo zadrževale res velike pošasti. Imeli smo enega najbolj epskih dni z domačimi fanti tukaj in oni so nas pripeljali do rib. Hvala, fantje. Prav je, da ste me vi, fantje, pripeljali do rib. Jemo skupaj. Fantje so ga pravkar razrezali in to je dobesedno popolno kuhan riž. Vzeli bomo malo riža tukaj in vzeli bomo nekaj ribe. Kar pogumno. Vzemi malo riža, malo ribe in pojemo skupaj. Hej, mi naj bi to pojedli. Umiri se. To je bistvo vsega. Jaz in vsi fantje, ki tukaj na otoku žremo hrano. Fantje, to je najboljše doslej. Hvala vam, fantje. Bil si preveč lačen, stari. Jutri nas čaka velik preskok na povsem nov niz otokov. Od tam bomo imeli priložnost loviti na Virgin Groundu, kar bo 3. dan. In to je naš končni cilj, ker so tam velike ribe, neokrnjeni grebeni in ena najlepših obal, kar si jih kdaj videl v življenju. Prav, fantje, tukaj na otoku nam praktično zmanjkuje energije. To je to za nocoj, spravljamo se v te šotore. Če se ponoči zgodi kaj norga, vam bom povedal. Drugače pa se vidimo jutri zgodaj zjutraj za drugi dan. Navdušen sem, stari, in jutri nas čaka velik izziv. Se vidimo takrat. O ne, to ni dobro. Začelo je deževati, fantje. Povsod po meni v tem šotoru. O, danes po noči bom popolnoma premočen. Ne. Dobro jutro, fantje. Lahko samo rečem, da imam občutek, kot da je moj hrbet zložen kot origami. Ona je čisto izmučena. Ampak dobra novica je, da je čoln še vedno tam. In to je prva stvar, ki jo želiš videti, ko kampiraš čolnom tukaj na teh otokih. Če čolna ni več, smo mrtvi. Lahko rečem, da sem v življenju že bolje spal. Ampak poglejmo, kako so se odrezali domačini. Si dobro spal prejšnjo noč? Ne laži mi, dobro si spal. Dobili smo močan udarec in zdi se, da so se pogoji prejšnjo noč precej spremenili. Držim pesti, da danes ne naletimo na velike nevihte. Pospravili smo tabor. Zdaj je videti precej prazno. Čas je, da skočimo na čoln. Danes nas čaka dolg dan prečkanja. Prav tako moramo preveriti, ali lahko na poti dobimo kakšno hrano. To bo res velik zalogaj, ampak sem navdušen. Pravkar vstopamo v to laguno, imeli smo veliko prečkanje kanala, tukaj je bilo kar precej razburkano, zato sem iskreno vesel, da se lahko skrijemo v tej prijetni laguni. Videti je, da je to bolj dežela kokosovih palm. Ni tako zelena, ampak bolj tropska. Izgleda noro.
Pravkar smo pristali v tej nori laguni, fantje, in tukaj bomo kampirali drugi dan. Imamo čisto vodo, palme, tukaj zgoraj imamo tudi mangrove. To je kot zatočišče za ribe, fantje. Vse ribe, ki prihajajo iz oceana, bodo prišle sem noter. In v teh mangrovah se ribe razmnožujejo in odlagajo svoje jajčeca. Tukaj vse ribe odrastejo. Tukaj so zaščitene in to ustvari nekakšno gojišče, kjer lahko zrastejo močne, preden odplavajo v globoko modro morje. Ampak, fantje, moramo poskrbeti, da bomo res dobro jedli, ker bomo jutri šli še dlje na najbolj neokrnjeno mesto od vseh. Imeli smo dolgo pot, fantje. In vsi, fantje, potrebujemo nekaj za energijo. Mislim, da nam bojo fantje pokazali nekaj cool tehnik. Očitno so jih pobrali od kakšnega starega ribiča, nekaj tazga. Naredili so stojalo, ki je zelo podobno tistemu, ki smo ga naredili sinoči. Ko so kokosi mladi, so ponovadi rahlo gazirani in posebej sladki. In to je tisto, kar iščemo. To je res noro. Ko splezajo gor, dejansko uporabijo palmove liste na vrhu kot vzvod. In potem ga posekajo z mačeto. Torej, fantje, ko so tukaj na teh otokih, je to praktično vse, kar imajo za pitje, fantje. Preživijo s kokosom in ribami. Na zdravje, brat. Hvala, ker si splezal. Gremo. Tako sladko, rahlo peneče. To je neverjetno. Ni zakaj, brat. Če padem z drevesa, bom pečen. Zato to prepuščam tem fantom. Oni so mojstri. Hvala, brat. Da dobijo vso to meso ven, uporabijo zunanji del kokosa in iz njega naredijo žlico, s katero potem izkopljajo meso spodaj. Potem ga izdolbejo ven in ostane ti samo to čudovito meso. Razbili smo nekaj kokosov in se počutili odlično, a še vedno smo imeli nalogo. Za večerjo še nismo imeli ničesar. Zato je bil čas, da zapustimo otok in poiščemo, kaj lahko najdemo. Prav, fantje, tabor smo postavili kar tam, kasneje vam ga bomo pokazali, ampak zdaj smo vzeli svoje podvodne puške, moramo ujeti nekaj za večerjo. Kaj praviš, brat? Gremo po ribe. Španska skuša, to si želi. Prav, gremo po špansko skušo. Prav, gremo!
Ko je bilo noro, samo držal sem GoPro, pa so že spet potapljali. Danes smo imeli enega najbolj norih dni pri potapljanju in ujeli smo nekaj čudovitih grebenskih rib. Fantje, nekatere od teh rib še nikoli v življenju nisem ujel. Poglejte tole tukaj. To je tisto, čemur pravimo hlastač z jadrasto plavutjo, ker ima to plavut zadaj, ki se dobesedno vleče za njim, ko plava. Glava je kar čudna, ne bom lagal. Prav tako smo ujeli tega polnočnega hlastača. Živijo tukaj v teh tropskih vodah. Imajo svetlo rumeno oko, ki jim pomaga zaznavati svetlobo, da lahko po noči iščejo hrano, in nore barve na obrazu. Ujeli smo tega frajerja. Ima dolg nos in prav zato se tako imenuje dolgonosi cesar. Hrano išče v pesku, s tem dolgim nosom pobira kozice, rake in podobne stvari. In še nikoli v življenju nisem ujel takega. Upam, da bomo jutri prispeli na Deviške otoke. Privoščili si bomo dober obrok. In potem jutri se bo vse razživelo, ker bomo lovili prave pošasti. To je povsem novo območje, deli sveta, ki jih ljudje še nikoli niso raziskali. Ogenj tukaj na otokih. Ja, brat. Dobro opravljeno, prijatelj. Palme, modra voda, ognji. Zato to počnemo. Kampiranje na otoku. Verjetno trenutno kuha. Fantje, na tem otoku je polno komarjev in peščenih muh. Upam, da bomo lahko z dimom pregnali mrčes, da bomo lahko dobro spali to noč. Pripravljam večerjo. Imamo kos mesa, ki ga bomo zavili v aluminijasto folijo, malo soli in popra, nekaj začimb. Zelo preprosto tukaj. Ja, oblekel sem svojo neoprensko obleko, ker me tukaj komarji popolnoma napadajo. Tukaj imamo našo čudovito ribo. Fantje so popolnoma izmučeni, za nanje je bil hud napor. Zdaj se bomo lotili tega. Imamo našega čudovitega jadroplavutnega hlastača. Malo mesa tukaj, gremo. To je toliko mehko in toliko dober. Topel obrok nam bo zelo prav prišel in nam dal energijo, ki jo potrebujemo, da jutri prispemo na Deviške otoke. Hvala za danes, fantje. Hvala, prijatelj. To je druga noč, postavili smo tabor. Jutri nas čaka ogromen dan. Vidimo se zgodaj zjutraj za tretji dan, ki bo najboljši od vseh. Se vidimo takrat, fantje. Dobro jutro, fantje. Prebudili smo se in imeli res naporno noč. Dobesedno sem spal v zgornjem delu neoprenske obleke. Ampak danes je zadnji dan. Zdi se, da prihajajo velike nevihte. Ampak veste, danes gremo proti Deviškim otokom. To je tretji dan in čaka nas velik dan, fantje. Kmalu bomo dosegli kraje, za katere mislim, da bodo eni najbolj norih, kar sem jih kdaj doživel v življenju. Naložili bomo vse v čoln, fantje, in začeli pluti proti obzorju. Danes nas čaka ogromen izziv. Uspelo nam je, draga. Poglej tole. Juhu! Prišla sva na otoke, kjer se sanje uresničujejo. O moj bog, to mora biti najčistejša voda, kar sem jo kdaj videl v življenju. O moj bog. To je razlog, zakaj smo zadnje 3 dni potovali, da bi prišli do tega kraja, fantje. Poglejte vodo okoli mene. Je kot ogromen bazen. To mora biti najčistejša voda, kar sem jo kdaj videl v življenju. In to so Deviški otoki. Prišli smo do Deviških otokov, fantje. Zadnje 3 dni smo potovali in končno smo prispeli. Poglejte te razmere. Imamo turkizno vodo, bele peščene plaže, palme. In to je noro, človek. Tukaj živijo največje živali, fantje, nedotaknjene strani človeške civilizacije ali kakršnega koli naravnega vpliva. Nikoli v življenju še nisem prišel tako daleč. Torej, to si zdaj zasluži nekaj posebnega. In vi, fantje, veste, kaj se bo zgodilo. Danes bomo potrebovali vsako kapljico energije in goriva, ki jo lahko dobimo, fantje, ker mislim, da bomo naleteli na stvari, ki so popolnoma nore. Quick Revive. Tole bomo takoj spravili vase. Ko to vzamemo, bomo dobili dodaten energijski zagon, ki nam bo, upam, omogočil, da ulovimo pošast. Gremo!
Ponovno smo rojeni stari in smo na Brit, Deviški otoki, prihajajo velike ribe, ta kraj je nor. In sem ves speščen in slan, dobesedno imamo mladiče morskih psov ob obali. Vidiš jih? Poglej jih! Mali morski pes. Ga vidiš? Narava tukaj cveti. Ne skrbite, fantje, mislim, da bomo tukaj našli prave pošasti. Danes bomo potrebovali veliko časa v vodi. Potrebovali bomo potrpežljivost in vse zvezde se bodo morale poravnati, da najdemo eno od teh pravih morskih pošasti. Čas je, da gremo v vodo in poiščemo velikane. Gremo! Vidljivost je res dobra, fantje, in povsod je toliko vadnih rib. Čas je, da gremo.
Fanče, uspelo nam je, stari, poglejte to! Na teh otokih smo ujeli pasjezobega tuna. Zaradi tega smo tukaj, fantje. Zadnje 3 dni smo potovali in zdaj imamo pravo pošast iz globin. Videli ste, da so dobesedno valovi pasjezobih tunov prihajali mimo. Bilo je noro. Moja oprema se je popolnoma zložila kot ležalnik, fantje, pri tistem velikem pasjezobem tunu. Ustrelil sem ga. Zadeva je šla naravnost dol pod korale. Poravnali smo puščico in opravili zadevo. In pripravljamo se na eno najbolj spektakularnih kuhanj doslej z domačimi fanti. Brez njih tukaj na otoku to ne bi bilo mogoče. Torej, vstanimo in začnimo s tem. Gremo! Vidite, fantje so pripravljeni. Na ogenj so dali celo kupico lesa. Ja, človek. Hej, ja, fantje. Fantje, prepotovali smo tako daleč in vse to je zaradi te ribe tukaj. In rad bi vam povedal, zakaj. To je pasjezobi tun in verjetno najborbenejša riba v oceanu. Te stvari ti dobesedno uničijo oprema. Videli ste, res sem strelil. Riba me je vodila okoli grebena, upognila mi je puščico in stvar je končana. Fantje, to je tudi edina vrsta tune, ki ima dejansko zobe. Imajo ogromne čeljusti in te ribe vladajo grebenu. Imajo veliko oko in zato pridajo ven samo po noči. To veliko oko jim omogoča, da zaznajo svetlobo, da lahko lovijo veliko različnih rib. Fantje, te ribe so dobesedno narejene iz čiste mišice in so tako močne, ne moreš jih ustaviti. To mora biti kralj oceana in uspelo nam je. Ujeli smo orjaškega tuno in ogenj že gori za kuhanje. Imam ta velik kos lesa, dal ga bom skozi našo tuno in to jo bo držalo nad ognjem. Potisni ga skozi usta, čisto do konca, tako. Ta stvar je res polna mesa. No, gremo, tako. V redu, to smo spalali čez vse skupaj. Jaz in domači fantje, zdaj jo bomo namestili. Juhu! Uspelo nam je, draga. Imamo ogromnega tuna nad ognjem. To bomo pustili približno 20 do 30 minut. Trajalo bo nekaj časa, ker je ta stvar resnično pošast. Potem pa jo bomo sneli in jo delili z vsemi domačimi fanti. Zato to počnemo tukaj na otokih. Ogromni ognji, ogromne ribe in vzdušje na vrhuncu, draga. Gremo. To je tako dobro, stari. Fantje, upam, da ste lačni. Ste lačni? Yes. Ja, pred mano imamo ogromno tuno, pečenega na ognju. Komaj čakam, odtrgali bomo velik kos tega. Skozi sredino poteka krvna linija in to je slab del. Tega nočemo jesti. Hočemo enega od teh lepih kosov in koščkov na zunanji strani. Dajmo to pojesti, stari. Topla je, dimljeno, res je noro okusno, stari. Prav, fantje, pridite, pomagajte mi načeti to ribo. Prav je, da jo delimo z domačimi fanti. Pridite, poskusite, mal. No, kako je, fantje? Dobro? Dobro. Wow, pestke, dobro upravljeno, fantje. Fantje, zato to počnemo. Delimo tukaj z domačini na otokih. Če vam je bil ta video všeč, ne pozabite všečkati in se naročiti. Imamo še več videov tukaj in vidimo se na naslednji divji avanturi. Uspelo nam je, dragi moji. Wow, se vidimo naslednjič.